Ujebem ti. Tle je pa zdaj najnižji del. Tle imamo pa še probleme, ker sem bolj trd. Tukaj v Lizboni čakam prtljago. To je en najbolj stresnih delov potovanja, če bo prtljaga prišla. Posebno, ko greš na destinacijo, ko greš domov, je čisto vse glih. Tako da, lejte, tlele ven tole prihaja. Jaz upam, da pride kmalu moj. Je tole moj? Je? Prišel je. Prišel je. Evo, zdaj sem na avtobusu. Gremo iz terminala 1 na terminal 2. In lejte, takole, jaz se veste, rad opazujem malo ljudi, ne. In tamle na vhodu, ne, se človek postavi z velikim kufrom in čaka, zato da všel ta prven. Tle je bilo pa še pol avtobusa praznega, ne. To ne moreš verjeti. Ne, in poga mečken odrineš, da se bo umaknil, bolj te pa še čudno gleda. To vidite, to so ljudje danes tukaj sebični, pa se tega sploh ne zavedajo. Iz Lizbone letimo na Azore, 2 urice približno imamo, tako da še tole damo čez, potem pa en sam užitek in čist nič drugega. Zadnji iz letala, prispel na Azore, ampak se je že ena težavica pojavila, vam je povem kasneje. Goodbye. Evo, tle, tema, gremo. Evo, čakamo prtljago na Azorih. Zdajle ta prva stvar, da pride tale prtljaga. To je pomembno, pa mislim, da bo, ker se bi mogla, zakaj pa ne bi, jaz sem tu mačkem preveč črnogled zmeram. No, ta drug, imamo pa en problem, ki je pa malo bolj resen. Namreč nič nismo gruntali, kako bo glede te varščine za avtomobile. Jaz vem, da ta varščina obstaja in da je kar običajno velika. In jaz sem mislil, da imajo tu moji sopotniki bolj poštimano, kot imamo jaz, ampak se je skazalo, da imajo še bistveno slabše. Glede na to, da sem jaz plačal s kreditno kartico vse nastanitve, pa renta-kar za prvi dan, sem že pokuril neki limit, niti ne vem točno, koga imam. In zdaj, če se bo išel, rabimo 1300 evrov, če se bo išlo, se bo glih za glih. Tako da nismo tole glih najboljše šili, bomo vedeli. Evo ga moj ruzak, ne ruzak, kovček. Evo, to se je rešilo. Preveril sem limit na telefonu, na Mastercardu. Imam ga 1000, tu pa še nekaj, rabimo ga pa 1300. Tako da tu se ne bo rešilo, da vidimo, gremo zdaj do rentakarja, pa da vidimo, kaj bo. Rešilo. Več povem pa kasneje. Evo, dober avto, bom razložil, kako tu gre drugič. Zanimiva fora, eno zavarovanje smo čist brez veze plačali, to vam bom kasneje razložil. Tale naš C3 je super, kaj pravita sopotnika? Fleten. Lep, sem ga jaz bral. Tako da jutri vam ga pokažem, ko bo dan, tako da zdaj gremo pa še v shopping, pol pa v nastanitev. Gremo. Zdaj smo šli pa v shopping, da bomo imeli malo fruštek, malo večerja. Da vam pokažem naš stanovanje.
Komaj smo noter prišli, to je vse tako zakomplicirano, drugače pa orang zadeva, imamo tu apartma, tule dnevni plac, kopalnica, WC, za tuš, tole je spalnica 1, spalnica 2 in tle celo še ena kopalnica. Tako da moderno nimaš kaj reči, tako da super, 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 super. Dobro jutro, evo, eni so že pridni. Dobro jutro. Delajo. Imamo pa eno težavo, ker nismo včeraj kupili ola. Tu si ti kriva, Maja. Ja, lej, vidiš, tu bi ženska mogla vedeti, da ole je treba kupiti. Ja, priznam. Gorenka Šparovna, ne, in nismo ola kupili. Tako da zdaj pečemo jajca brez ola. In kako bomo zdaj tu iz tega bo treba jesti? Izmenično bomo jedli. Aha. Prvi, drugi, tretji. Dobro, super. Važno, da se najemo, pa da so beljakovine. Seveda. Takle imamo razgled iz našega apartmaja. Fantastično, a ne? Sicer ni še sonček posijal, malo je oblačno. Upajmo, da se bo to vse uredilo. En tak super občutek je, no. Jaz sem ful zadovoljen. Tale bazen sicer ni naš, je sosedov, ampak se ga ne rabimo. Evo, jajčka zame. To je kot v hotelu. Jaz pa kot doma. Evo, nimam samo jaz merelk, ampak jih ima tudi Maja, lejte. Kakšna fine, boš Maja kaj povedala, so udobne. Ja, super, so široke. Super. Ok. Ja, moje so lepše, no, ampak so tudi tvoje lepe, ne? No, ja, no, vem, ki je Ja. lepše, ampak dobro, naj ti bo. Ajde. Kam pa zdaj? Prispeli na najvišji vrh, ki se imenuje Santa Barbara. Tlele je majčkeno megla ratala, ampak prej gor so bili fantastični razgledi. Bom to tudi mogoče, ko bomo šli dol, pogledal. No, že včeraj sem vam obljubil, da vam pokažem naš avto. Lejte, to je naš C3. A ni lep? Majčkeno zdajle še laufajo ventilatorji, ker se je kar revež namatral. Smo namreč na 1000 metrih, pa štartali smo pa iz nule. Lejte, tamle tudi nekaj, da se sprehodiš. Je tako dober. Grejo dol, pa polkele, ko neki jezero. Mi gremo pa zdaj semle v meglo. Da vam pokažem tale čudovit razgled dol. Majčkeno je megleno. Če ne bi bilo megleno, bi bilo to še boljš. Noro sem, to vam lahko povem. Pa prepričan sem, da je mnogo lepš v živo, kakor je tukajle na kameri. Zdaj smo šli pa čist majčkeno na drugo stran in glejte, pa čist drugačno, ampak tudi zanimivo. Meni je tole noro res. Zdaj gremo pa še na tole stran. Malo pogledati. Škoda, ker ni jasno, bi moglo biti tole ful dober. Še malo, pa bo tele poti konc. Evo, tamle. Tamle predvidevam, da je razgled na tisto jezero, tako močverjeno jezero. Ampak jaz sem ful navdušen na temle, ki imajo tole vse v teh potkah. Zelo dobro imajo tole narejeno.
Sem prav predvideval razgled na tale močvirje. Si bom tukaj prebral, kaj ne bi to bilo. Dež je začel padati drugače. Tako da, evo, bom to naštudiral doma. Zdaj dež pada, letim nazaj v avto. V družbi imamo tudi enega, ki je navdušen nad botaniko in je šel tele praprote pogledat. So res taki kot naši, samo 20krat večji. Zdaj gremo pa na prvi trail po Azorih. In sicer imenuje se Misterios Negros. Evo, taka super, zdaj se nahajamo tukaj in gremo tako lepo krožno turo. Okoli dva jezera, neke kamnine zanimivo in pa vulkan. Pico de Gaspar. Negros pomeni črna, imam prav. Tako, ja. Verjetno. Neka misteriozna črna bi pol to pomenilo, ali kako. Ok, gremo. Koliko si rekel, 5 km? 4,9 km, piše sicer 2:30. Ampak mi, ko smo Slovenci, bomo tu malo prej. Uro pa pol, recimo, Dobro. bomo rekli. Pot lepa, zanimiva. Sicer je kar precej mokro, tako da tukaj kar veliko pada. Najbrž, tako da upajmo, da bo čim manj zdaj, ko smo mi tukaj, ne, tako da. Ja, posije pa tudi sonce. Ko pa posije sonce, ne, to imaš pa takoj občutek, da je 15 stopinj več. Aha, glejte, kakšne lepe. Take stezce. Ful, dober. Tukaj je pa kar malo tako filmsko, iz kakšne risanke, malo grozljivke, ampak je pa lepo. No, tukaj na poti je en mali jezerček. Pot je čedalje bolj zanimiva. Škoda samo, ko je mokro. Moraš malo paziti, ampak ni za take izkušene hribovce ni problema. Ok, gremo. Temu bi se pa že lahko reklo džungla oziroma, ko vem, deževni pragost. No, ampak nič se ne pritožujem, uživam. Tole je res super. Ne bi se pa nič pritoževal, če ne 2 dni tle ne bi dež padel, pa da bi bilo tole suho, da ne bi nič drselo pa tako naprej, ne. Fino je, fino. Tukaj sem malo splezal ven iz tega kanala, po katerem gremo, in se odprl čudovit razgled za čudovite fotke, ki jih najdete na mojem Instagram profilu. Najdete me pod Tomaž Gorec. Glejte, tole pa vidite, tole se je lava dol kotalila. V to sem prepričan, ker sem toliko dokumentarcev pogledal, da po mojem ne more biti drugega. Ravno kar ste videli, kako je od zunaj, ko ven stopiš, pa greš pa noter v ta kanal, je pa takole. Še ena lepša razglednih točk. Evo, tole je siguren lava. Dobra pokrajina, dež nehal padati, sonce je, boljš ne more biti. Gremo še na tale vulkanček, Pico Gaspar, 350 metrov, 645 metrov visok, tako da gas gor. Evo, še zadnja zadeva, po mojem najbolj zanimiva. Gremo na vulkanček. To je ugasen vulkanček, da nas zdaj domislil, da bo tu lava šla ven. Ne bo, saj tu lejte, čist malo. Je pa lepa pot, tako da tole bi bilo ful škoda, da ne greš tle dva od zad gruntata, bi šla ali ne. Ampak če si tle, to preprosto moraš jeti. Je kar strmo, ampak dober. Malo diham,
moram trening za boks, ki ga imam 1. decembra. Tako da, če tle gor ne pridem, pol tudi v boksu ne morem zmagati. Sigurno ne. Zdaj tu imaš, gremo čez, a ne? Ja, jaz pravila upoštevam, tako da Boš tle če je vstal. zaprto, bom jaz le počakal, videl pa pejta. To bo, ja. Ja, Valjda, tle boš čakal. ali? seveda. Ti bom jaz dala ružen ven, da boš ta cajt malo. Tako, V redu. ja, adijo. Gremo. Ja, tlele pa je malo zakomplicirano. Kako rok tule? Bomo uspeli. O, Madonna. Še ruzak imam tukšen. Vejo Portugalci, zakaj so zaprli to pot. Znači pa lejte, kje smo že. A, se splačalo jeti. Lejte, tisle hrib smo pa prej gor bili. Kaj so antene. Wow. Če sem iskren, mi tule ni nič všeč. Veste zakaj? Zato sem hlače umazal. Edine kratke, ki jih imam. Pa se zdaj tle vlačet. Ščala bom gor dal, ko če ne bom zgubil. Evo pa še jakno bom umazal. Sem mislil, da je tule planinarjenje, je pa džungla bolj, ke planinarjenje. Najprej ruzak čez. Ujebem ti. Pa sam sem stopil na jakno. Budala. Tale pokrajina je meni čudovita. Zdaj smo dol prišli z tega vulkančka in lejte, kaj je luštno po takili cesti hoditi 10 km. Hodim, če treba, to je 1000krat bolj kot prej po unih luknjah, ampak seveda tudi se je bilo zanimivo, tako da se absolutno nič ne pritožujem. Navigator je zgrešil. Vse je bila pa ta cesta zanimiva, tako da sem par dobrih fotk naredil, tako da jaz se nič ne sekiram. Prišli na novo točko. Ejte, posod lepo urejeno parking, pa da ne govorim naprej, boste videli, kako lepo urejena potka. Tukaj gremo pa pogledat neke para, po mojem, da žveplena gre tlele ven. Smo že na daleč videli, se to ful kadi. No in lejte, kako to lepo zrihtajo, ne. Zdaj bi tamle malo podražil Majo pa Roka, ne, ki sta iz Bleda pa z Bohinja, da Blejci bi tlele postavili blagajno, pa z 10 evrom ne bi bili zadovoljni, bi hoteli malo več po mojem, ne. Tlele na Azorih pa vse gratis, do zdaj nismo še nič plačali. Prišli do tle, ki se kadi to žveplo. Pravijo, da je žveplo dobro za kožo. Pokažite mi je roke. Von. Malo po gnilih jajceh. Tako je. Ali je? Ni pa prehudo. Ne, ni neke sile. Ko da gremo še tle zdaj krog narediti. Pa smo končno prišli do morja. In tole je tle znano, da so kao neki naravni bazenčki, ne. Tamle vidim tudi ljudi, da se kopajo. Tole bo tudi ful zanimivo dron spustiti. Tako da se že veselim, tole bo fino. Preden sem tole videl, sem pomislil na to, da zna tle drsati. Tako da
ko sem tole videl, sem rekel, zamerkat je. Tako da ja, bomo pazili. Wow, dobro tole zgleda, ko bom z dronom, gledajte, tamle, kele treba pridati. Tole bo zanimivo videti. Me zanima, koliko je topla voda tle noter, mogoče malo sonce se greje. Bomo videli, no, rečemo tukile, ne? Tukaj bi človek rekel, da mora biti, da je malo sonce se gro. Ne vem, bomo videli, mislim, meni je tole všeč, no. Zanimivo, nekaj. Nora igra valov. Tu so kdaj prej sem tamle videl, tu neki gor švlicalo ful visok, da ne bo mene kar na hiter presenetilo, pa me je kaj v celega zavilo. Skoraj sem ujel tak popoln val, da so ene ženske prej 20 minut stale, da so ujele, pa so skozi snemale. Sem pa malo srečo sicer. Aha, ja, še bolj tu, kde je udar čez, ne. Naslednji cilj je tistle hribček pred nam, gor zgleda je neka cerkev, prav vidim tu rok. Ja, to je. Kapelca pravijo. Pa dol je najbrž kar strmu proti morju z druge strani, tako da bo to zanimivo videti. Do tukaj smo prišli z avtom, naprej bo treba iti pa peš, ampak ni neka sila. Prispel na vrh. Lepa točka, ful lepi so teli zelene pašniki, ograjeni, ampak boste videli, zdaj grem jaz tole z dronom gor, bom z dronom posnel, boste videli, kako je to lepo tle. Zdaj, če vam pokažem, obrnem točno proti soncu kamero in ne bo lepo. Pol tle so pa še klifi ful in bom tudi drona spustil, tako da gledajte naprej, pričakujte vrhunski posnetek. Slike ta boljše od tle bom pa na Instagramu objavil. Tako da pejte na moj Instagram Tomaž Gorec pa me zaslete. Boste videli, da se splača, ker od tukaj bo še take nore slike na Instagramu, da sam stoj pa glej, garantiram. Tukaj smo danes pa že bili, tamle za menoj je parking, kjer smo parkirali prejšnjič, zdaj smo malo nižji. Tale jezero, niti ne vem, sem ga prej pokazal, ga nisem. Zdaj gremo pa tukaj neko jamo pogledati. Prej je bilo še zaprto, zanimivo, samo 2 ure imajo tole odprto, tako da gremo pogledati. Evo, gremo v jamo. Tole zgleda kar obetavno. Kakor je majster povedal, 1 kilometer bomo hodili. Škoda, ker ni bolj svetlo za snemanje, ampak bo tole bo fino. Tole ni kar tako, je kar orang zadeva. Ta jama ima kar še nekaj takih stranskih, sicer je zaprto. Zdaj gremo pa tukaj gor, da vidimo. Tle je pa rekel, da je treba paziti, da se kam ne udariš, pa tako naprej. A če bojo teli pred nam prišli, bomo tudi mi. Ujebemo, sem stopil glih v
največja luža. Pet maja naprej, da vidim, kako se boš tla znajdla. Vidimo, kako se bohinci znajdete v jamah. Tla je pa zdaj najnižji del, tla imamo pa še jaz probleme, ker sem bolj trd. Evo, tudi tole smo dali čez, v cena, prav dobro. Če si glih tle greš pogledat, da bi pa zdaj rekel, da je pa ful nekaj posebenega ni. Vstopnina je drugače 9 evrov, tisti, ki boste kaj tle hodili, da veste. Tako da ja, taki jami še nisem bil, pa tudi najbrž ne bom več. Tukaj pa ne bo šlo. Tukaj je nekaj jama še, kaj je Rok, da ti razložiš? Ena jama, ja, vulkanska jama tudi. Ja, samo je zaprta. Ampak je zaprta, tako je. So pa kar zares vzeli stvar, so orang zaprli. Evo, zdaj pa čas za hrano. Maja je že lačna, da se je kar tema dela. Ni neke hude izbire, ampak smo našli eno lučen lokalček, neka bučna juha, zgleda dober. Mi smo tle na vrtu, tale luštna gospodična streže. Vam bom še noter pokazal, kako izgleda. Vejte, lepo urejeno. Ampak mi smo šli ven, tako da bomo vzum pojeli. So pa cene ugodne, vejte. Kavica pa še nekaj zraven dobiš, pa je €1,80. Coca-Cola v pločevinki je €1,50, hamburger 6 do 8 evrov, neke sladice. Sem zadovoljen. Lahko to vajno mečkem posnamem. Lahko. Ti imaš kalamare. Ja. Tu sem tudi jaz razmišljal. Krompir. Ko imaš pa ti? Pa govedino od najbolj srečne krave, najbolj srečnih krav. No, super, jaz pa še čakam svoj hamburgerček. Dober ti. Evo, jaz sem pa kar po hamburgerju sem rekel, da je sigurno, da se najem, pa še pomfriček. Super bo, glih prav. Lačen sem fejst in bo tole glih prav. Prvi dan Azorov je za nam. Naj vam za konc tega videa povem par stvari o Azorih, pa kako smo režili s tistim rentakarjem. Tist je zanimiva zadeva, ki bo tudi dobra informacija za vse tiste, ki potujete. V glavnem, no, da povem nekaj od Azorov. Azore sestavljajo 9 otokov, mi smo zdaj na enem od teh 9, gremo še na 2. Oddaljen so malo manj kot 1500 km od portugalske obale, tako da to je najbolj oddaljeno otočje v Evropi. Azori so vulkanskega izvora, se pravi, tukaj so vulkani ven udarili in tako so nastali te otoki, kar pomeni, da je zelo rodovitna prst tukaj. To ste tudi v videu videli, vse zeleno, vse posod. In kaj je tudi zanimivo, tukaj je ves čas, bom rekel, so zelo prijetne temperature, večna pomlad, pravijo temu. Se pravi, zmeraj so temperature tam čez dan od 20 do 25, po noč pa tudi ne padajo dost pod 15, zelo redko. Zato seveda, ki vse okoli morje in morje ima zdaj temperaturo 20 stopinj. Tako da je tudi čisto ok za kopanje, kopali se še nismo, ampak imamo pa namen. Azore so odkrili v 15. stoletju,
so bili nenaseljeni otoki in takrat so jih potem Portugalci začeli naseljevati. Tako da danes je pa tukaj kar nekaj prebivalcev, spadajo pod Portugalsko, tako da jaz zdaj bom rekel, ta prvi dan, kar smo dali čez, sem čist navdušen. Vedel sem, da bo dober, nisem pa vedel, da bo tako dober, ker tudi, ko sem malo gledal tiste slikce, pa to se mi ni zdelo tako dober, kot zdaj, ko sem jaz videl. Vsi ste videli v Nedrom posnetke, pa to, mislim, to je noro, dober. Tako da, pa mislim, da nas najlepše stvari šele čakajo. Tako da, jaz sem čist navdušen. No, zdaj, da vam pa povem še tisto zavarovanje z avtomobilom, kako je bilo, ne? Jaz vem, da če tam jaz avto ponovadi zavarujem preko Bookinga, ne zavarujem, najamem, ne vem, zato ker čutim neko varnost, čeprav vprašanje, če tista varnost kaj pomeni ali ne pomeni. Zdaj pol, tam, ko ti rezerviraš avto, imaš še možnost dodatnega zavarovanja. To mi je tudi en rekel, da od tega nimaš nič veliko, ampak tudi vzameš zato, da se boljš počutiš, ne. No, pol so pa običajno veliki depoziti, ki ti iz kartice vzamejo. Jaz sicer nekaj izkušenj s tem imam. Rečemo v Maroku, ko sem bil nazadnje, mislim, da so mi 1600 ali 1700 evrov vzeli tega depozita. In ti ga pol, ko ti avto pripeleš nazaj in če je vse v redu, ti vrnejo. Če pa ni vse v redu, ti pa odbijejo ali nič ne vrnejo, kakorkoli. No, in jaz sem na tisti depozit, da so mi ga vrnili iz Maroka, čakal en teden, tako da sem bil že malo živčen. Tako da mi ni glih v veselje plačevati te depozite visoke, ne. Ampak tako je, saj zastopaš, saj če nekam neznancu avto daš, ne, mislim, kaj to eni delajo z avti, ne, tako da, ko ni njegov, pol pa namerno uničujejo, poznam take primere. Tako da to razumem, ampak je pa malo problem. No, jaz sem vedel, da bo neki depozit, nisem šel sicer gledat, koga bo, ker sem rekel, se greste še dva z mano, imate obe dva, ona tudi kreditne kartice, verjeten več limita, kakor jaz, ker jaz ne maram teh kreditnih kartic, jaz se skozi bojim, so zelo praktične, ampak jaz se skozi bojim, da mi bo nekaj ukradli. Ma poznam ljudi, ki so jim ukradli dol denarja, ne vem, po 500, 1000, tudi 2000 evrov. Res, da so večino vsi ta denar nazaj dobili, ker so se pol z banko nekaj pa tako naprej. Ampak gledajte, ne rabim jaz tega stresa, ne, da bom zdaj, ne vem, mi ukradejo, pol sem pa en mesec s tem ukvarjal, pa živčem ali bom dobil ali ne, tako da jaz to ne maram. Tako da tudi te depoziti, najrajš vidim, da so čim manjši, tudi nimam veliko limita, zmeraj, ker jaz kartic nikoli ne uporabljam, samo ob teh primerih in je moram takrat, je imam skozi zaklenjeno, da slučajno mi ne bi kdo kaj ukral. V glavnem, tle sem najbrž malo preveč boječ, ampak jebi ga, tak sem, ne morem pomagati. No, in jaz sem mislil, saj bo še une dva imela kartice, pa bomo imeli ta depozit, bomo že nekako rešili. No, pa sem pa njih vprašal, imate to pa še slabše rešeno, kot jaz? Me je pa skrbeti začelo. In pogrem prebrati tam, kar prej nisem prebral, da je 1300 evrov treba bo depozita, da bo iz kartice vzel. Ne moreš pa to narediti, če kdo misli, bom pa Jurja 300, jaz tam dal, pomem, ne, oni ti iz kartice vzamejo, pol ti pa vrnejo. Pač tak sistem je povsod do zdaj bil, kjer sem bil. No, in jaz pol tam, ko preletimo na ta otok, pogledam, koliko imam še prosto na kartici in ugotovim, da imam 1150, rabo bi pa 1300, sem rekel, problem.
Sem rekel, nič, gremo probat, pa da vidimo, kaj bo. Gremo kje, rečem, da imam rezervacijo prek Bookinga, pokažem. In ženska prav, hočete zavarovanje? Sem rekel, imamo tle mi zavarovanje. Rekla, imam jaz še enega, je rekla, ta ni nič ni z menoj, imam jaz svojega za 21 evrov na dan, pa je 300 evrov odbitna franšiza, če bi ti avto razsučist, če bi ključ zgubil, če bi nepravi bencin natankal noter, rečemo nafto namesto bencina, prav pa samo 300 evrov vam vzamem s kartice. Smo rekli, super, in plačali smo pol 42 evrov za 2 dni, 300 evrov mi je s kartice vzela, tako da imam zdaj dosti limita še zmeraj ostalo, tako da tudi za naslednjem otoku bo tu še dosti. No, ampak uno zavarovanje, ki smo ga pa pri Bookingu plačali, je pa brez veze. Ga pa čez brez veze plačali, tako da ti zavarovanje, tu najbrž ne bom nikoli več vzel. Oziroma najbrž je tudi od države do države odvisno, kako to imajo. Lahko bi bil pa problem, če tega nimam. No, tako da zdaj, danes gremo naprej, ne danes, oziroma danes, ja, gremo naprej in sem včeraj rezerviral in nisem dal tega zavarovanja. Me prav zanima, kako bo. Tako da tole sem hotel povedati, je mogoče dobra informacija tistem, ki dosti potujete, pa ne veste, kako pa kaj. Sem tudi že slišal zgodbe, ki so jim vzeli depozit, 2 jurja, pa so pa kar rekli, tole je pa tlele udarjeno, bilo tu prej ni bilo, v bistvu je bilo pa že prej. Jaz tudi zmeram, ker avto dobim, grem iz GoProjem vse posnet, tle je bila zdaj tema, niti nisem mogel, pa nekako dober občutek sem dobil, da je ženska poštena, ampak ta dober občutek tu ni nič, ponavadi te tisti prevaranti so ponavadi nasmejane face, pa tako naprej, tako da jaz imam rad čim manjši depoziti in tako naprej, Lahko pa tudi vsi ostali, ki potujete, bom zelo hvaležen, če v komentar napišete, kako vi rentakarje v tujini najemate, preko Bookinga, preko spletne strani, kakšne, ki je za rentanje avtov, direkt pri kakšnem ponudniku, kako tega ponudnika zberete. Tako da, dajte napisati, bom zelo hvaležen. Nič, lejte ljudje, zdaj pa mi gremo naprej, se veselim raziskovanja, noro dober, tako da spremljajte tole naprej, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, da kakšen video iz Azorov ne zamudite. Adijo.